Spoštovani slušatelji, dobrodošli na predavanju z naslovom Vloga testiranja telesne pripravljenosti v programu Zmigaj se do vadbe. Z vami bom Maja Pajek, prihajam iz Fakultete za šport, kjer sem profesorica in nosilka različnih predmetov. Sem nosilka predmeta osnove gibanja v športu, športne gimnastike in pilatesa na blazinah. Imam tudi skoraj 30 let praktičnih izkušenj na različnih rekreativnih vadbah. Danes se bomo sprehodili čez različne tematike. Na začetku si bomo razjasnili pojem, kaj pravzaprav telesna pripravljenost je. Nato se bomo osredotočili na pomen izvedbe gibalnih testov in na koncu bomo gibalne teste tudi natančno razložili. Naučili se bomo, zakaj testiranje ni zgolj ocenjevanje, temveč strokovno diagnostično orodje, ki daje vadbi usmeritev in vsebino. Preden se lotimo gibalnih testov, pa bi želela pojasniti, kaj pravzaprav telesna pripravljenost je. V Sloveniji imamo več različnih izrazov, ki opredeljujejo telesno pripravljenost. Eden izmed njih in zelo pogosto uporabljen je telesna zmogljivost. Še drug izraz, ki ga uporabljamo, je telesni fitnes. Mi bomo govorili o izrazu telesna pripravljenost. Torej, telesna pripravljenost oziroma v angleščini physical fitness je opredeljena kot sposobnost posameznika za učinkovito in osredotočeno izvajanje vsakodnevnih opravil brez prehitrega utrujanja. Hkrati pa to pomeni, da nam po opravljenem delu ostane dovolj energije za prostočasne dejavnosti ali za premagovanje nepričakovanih telesnih in duševnih obremenitev. Kaj pa vse obsega telesna pripravljenost? Telesna pripravljenost vključuje tako gibalne kot funkcionalne sposobnosti telesa in njegovo stanje. Telesno pripravljenost razdelimo na dva glavna sklopa. Z zdravjem povezano telesno pripravljenost in z gibalno učinkovitostjo povezano telesno pripravljenost. Pri programih rekreacije vedno zasledujemo prvo, z zdravjem povezano telesno pripravljenost, zato morajo biti vsi programi, ki jih izvajamo v rekreaciji, v podstati povezani s tem, da ohranjamo in izboljšujemo zdravje posameznika. Z zdravjem povezano telesno pripravljenost sestavljajo telesna sestava, ki mora biti optimalna, kar pomeni optimalen odstotek mišične mase, maščobne mase in kostne mase. Nadalje, z zdravjem povezano telesno pripravljenost oziroma ena izmed pomembnih komponent je mišična moč oziroma mišična jakost, mišična vzdržljivost, gibljivost in srčno-dihalna vzdržljivost. Torej vseh 5 komponent z zdravjem povezane telesne pripravljenosti mora biti na optimalnem nivoju, da lahko rečemo, da je dobra z zdravjem povezana telesna pripravljenost povezana z nižjim tveganjem za bolezni in višjo kakovostjo življenja. Z zdravjem povezano telesno pripravljenost tesno povezujemo z rekreativnimi programi, ki jih ponujajo različni izvajalci na trgu. Na drugi strani pa imamo z gibalno učinkovitostjo povezano telesno pripravljenost, ki pa je del različnih športnih panog. Določa splošno in specialno gibalno učinkovitost pri športnih dejavnostih in niso neposredno povezane z zmanjševanjem zdravstvenih tveganj. Torej pri športu dejansko zasledujemo drugi cilj. Zasledujemo zmago, zasledujemo najvišjo raven tekmovanja, medtem ko pri prvi z zdravjem povezani telesni pripravljenosti moramo
zasledovati cilj zdravje. Na tej drsnici vidite pomembno misel, ki jo sama poskušam zasledovati tudi v svojem življenju. In sicer, gibanje je življenje. In obratno, življenje je gibanje. Na tej drsnici vidite dve fotografiji. Na eni fotografiji vidite človekovo telo z vsemi mišicami in na drugi fotografiji vidite človekov živčni sistem. Naše telo je izjemen mehanizem. Sestavlja ga več kot 650 mišic, ki omogočajo gibanje v vseh smereh, različnih hitrostih in z različno silo. Vzajemno z njimi deluje eden najbolj razvitih živčnih sistemov, ki prek mreže živčnih celic ustvarja in prenaša nevronske poti. Smo torej dobesedno ustvarjeni za gibanje. Gibanje je zapisano v naši biologiji. Sodoben način življenja pa je povzročil, da se naša telesa niso uspela ustrezno prilagoditi. Telesna nedejavnost nas hromi, zmanjšuje mišično maso, poslabšuje koordinacijo, povečuje stres in povečuje tveganje za številna obolenja sodobnega časa. Glede na povedano, lahko rečemo, da smo dobesedno rojeni za gibanje. In čas je, da začnemo sprejemati svoje telo kot največje in najvrednejše darilo, ki smo ga prejeli ob rojstvu. Zato je potrebno, da za njega tudi skrbimo na način, kot ga naše telo potrebuje. In kaj pravzaprav potrebuje naše telo za učinkovito delovanje? Potrebuje 3 stvari. Na prvem mestu gibanje, na drugem mestu prehrana, ki mora biti ustrezna, in na tretjem mestu spanje oziroma počitek. Na tej drsnici lahko vidimo, kakšne so demografske spremembe v Sloveniji od leta 1972 in kaj se pričakuje do leta 2032. Kar lahko vidimo je to, da se piramida, ki je vidna v letu 1972, počasi spreminja v kroglasto obliko in se dviguje proti višjim letom starosti. Zato je še kako pomembno, da se bolj kot kdajkoli doslej zavedamo tega, da gibanje, pravilna prehrana in ustrezen počitek, da so ključne sestavine, ki bodo pripeljale do tega, da bomo tudi v pozni starosti sposobni skrbeti sami za sebe. Če pogledamo zadnjo demografsko piramido, lahko vidimo jo tukaj v letu 2032, da gre skoraj za piramido, ki je obrnjena na glavo in da bomo imeli takrat večino prebivalstva v starosti med 80 in 40 let. Zato je potrebno tudi v rekreativnih programih spremeniti nekoliko pristop do vadbe in se vadbe lotiti na višji ravni. Iz izkušenj vemo, da marsikateri rekreativni program, ki se izvaja v praksi, posebej če gre za skupinske vadbe, ne vključuje preverjanja ocene telesne pripravljenosti. Zakaj testirati oziroma preverjati telesno pripravljenost? Telesna pripravljenost je osnovna komponenta zdravja oziroma z zdravjem povezane telesne pripravljenosti. Dobra telesna pripravljenost izboljšuje kakovost življenja. Zavedati se moramo, da testiranje ni ocenjevanje. Je diagnostično orodje, ki usmerja vadbo. Brez meritev vadba izgubi svojo strokovno podlago. Če ne vemo, kje smo na začetku, zelo težko določimo, kam želimo priti. Testiranje tudi pomeni, da znamo s podatki
podpreti svoj program. Torej, testiranje nam omogoča oceno začetnega stanja, omogoča nam postavljanje individualiziranih ciljev, pomaga pri prilagajanju vadbe in služi kot evalvacijsko orodje. Kaj je torej cilj testiranja? V prvi vrsti ocena začetnega stanja telesne pripravljenosti, na podlagi katerega si postavimo cilj, naredimo načrt vadbe, vadbo izvedemo in jo na koncu ustrezno evalviramo. Postavljamo individualizirane cilje. Individualizirani cilji so lahko tudi znotraj skupinskih vadb. Cilji morajo biti dosegljivi, zato potrebujemo oceno začetnega stanja. Če izvedemo testiranje med vadbenim procesom, lahko spremljamo napredek, kar lahko zelo motivacijsko deluje na ljudi in poveča našo strokovnost. Na podlagi ocene testiranja lahko prilagodimo vsebino vadbe glede na sposobnost posameznika. In na koncu preverimo, ali smo dosegli postavljene cilje. Želimo si, da izvajalci testiranja ne jemljete kot nekaj, kar je nepotrebno. Ocenjujemo, da je testiranje izjemno pomembno za izvajalce. Zakaj je pomembno? Izvajalec z meritvami strokovno utemelji vadbo. Vsak zakaj, vsaka vaja ima svoj zato. Imamo vse podatke oziroma imate vse podatke, da lažje prilagodite in individualizirate svoj pristop. Lažje tudi komunicirate z udeleženci, bolj prepričljivo in bolj ciljno. Motivirate vadeče preko rezultatov, preko napredka. In seveda to prispeva k profesionalizaciji rekreativne vadbe. Zakaj pa je profesionalizacija rekreativne vadbe tako pomembna? Vemo, da je sodobni svet svet sedečih ljudi. Izven rekreativnih programov se ljudje izjemno malo gibljejo. Veliko poklicev je sedečih, kar še dodatno poslabšuje telesno pripravljenost posameznikov. Torej, ni več dovolj, da vadeči pride na vadbo in samo nekaj naredi. Ampak je potreben strokoven pristop in strokoven pristop, vsak vadbeni proces v športni vadbi ima 4 glavne temelje. In to je postavljanje ciljev, načrtovanje, organizacija, izvedba in evalvacija. In znotraj tega so orodja, kot so testiranja, zelo pomemben element tega procesa. V različnih športih imamo praktično testiranje ves čas. Tekmovanje je test, kje je naš športnik. Imamo meritve vrhunskih športnikov večkrat na leto. V rekreaciji tega nimamo. In glede na vse prej povedano, zaradi spremembe načina življenja, zaradi starajoče se populacije, je potrebno vadbo prilagajati telesu, ki je pred nami, s podstatjo zdravja. Kdaj pa testiramo? Zagotovo testiramo ob začetku vadbenega programa, da dobimo izhodiščno stanje posameznika. Toplo priporočamo tudi vmesno testiranje, zgolj zaradi spremljanja trendov in dodatne motivacije. V okviru tega projekta to ni obvezno, pa vendar zaradi vaše strokovnosti vam toplo priporočam, da tudi vmesno testirate. Na koncu, po končanem programu, izvedemo tudi zaključno testiranje, kjer vidimo oceno napredka
in evalvacijo programa. To pomeni, da s testiranjem dejansko spremljamo napredek posameznika in testiranje naj bo sestavni del kakovostne vadbe. In tudi eden izmed ciljev projekta Zmigaj se do vadbe je, da dvignemo raven kakovosti rekreativnih programov na način, da se k vsakemu rekreativnemu programu pristopa tudi iz vidika natančnega diagnosticiranja gibalne pripravljenosti posameznika. Čas je, da si pogledamo, kakšen je izbor obveznih in dopolnilnih usmeritev, ki jih priporočamo, da jih izvedete v okviru programa, v katerega ste bili izbrani. Obvezne meritve za vas so vstajanje iz stola, predklon sede in stisk pesti. Kot vidite, neposredno ti testi merijo ključne komponente z zdravjem povezane telesne pripravljenosti, ki so pomembne za vsakodnevno opravilnost. Potem priporočamo pa še 2 dodatni meritvi za izvajalce, in sicer 2 testa, vstani, pojdi in 2-minutni test stopanja na mestu. Ta 2 testa vključujeta oceno hitrosti, agilnosti, koordinacije ter aerobne vzdržljivosti, kar je bistveno pri ohranjanju samostojnosti in preprečevanju padcev, predvsem v starejšem življenjskem obdobju. Sedaj pa je čas, da si pogledamo posamezne meritve. Naša prva obvezna meritev je vstajanje s stola 30 sekund. Z mersko nalogo vstajanje s stola merimo zmogljivost in vzdržljivost mišic nog, predvsem sprednjih stegenskih mišic. Poleg moči nog z nalogo ocenimo tudi funkcionalnost telesa in dejavnosti mišic. S starostjo upadajo moč, vzdržljivost in aktivacija mišic, zato je uspešnost izvedbe naloge odvisna od starosti in telesne mase. Vstajanje s stola je v bistvu gibanje, ki ga izvajamo vsakodnevno. Pravilno in lahkotno vstajanje ter set značilno vplivata na kakovost življenja in na samostojnost. Z mersko nalogo vstajanje s stola merimo zmogljivost in vzdržljivost mišic nog, predvsem sprednjih stegenskih mišic. Poleg moči nog in z nalogo ocenimo tudi funkcionalnost telesa in dejavnost mišic. Naloga je primerna predvsem za ljudi z različnimi boleznimi, predvsem nevrološkimi in poškodbami ter za prepoznavanje motenj ravnotežja pri mlajših in starejših merjencih. Je tudi ustrezno sredstvo za vrednotenje rehabilitacije pri osebah z vestibularno motnjo. Kakšne pripomočke pa potrebujemo? Potrebujemo standardni stol, kot ga vidite na sliki, višine sedala 43 cm, z naslonjalom za hrbet in brez naslona za roke. Stol postavimo ob steno in v rokah imamo štoparico. Kako poteka postopek merjenja? Postopek merjenja poteka tako, da merjenec sedi in ima stopala na tleh v širini ramen. Roke so prekrižane čez prsni koš, s hrbtom je naslonjen na naslonjalo stola. Iz seda vstane v popoln stoječ položaj, kar pomeni, da iztegne noge in sede nazaj na stol, kar predstavlja eno ponovitev. To nalogo ponavlja 30 sekund. Merilec zapiše v osebni karton, ki ga bomo videli na koncu, število popolno izvedenih ciklov v 30 sekundah. Kakšne pa so najpogostejše napake pri izvedbi? Nepravilna tehnika vstajanja. Napačna postavitev stola. Če stol ni pravilno postavljen tik ob steno ali če ni pravilne višine,
Lahko to vpliva na stabilnost med vstajanjem in sedanjem. S tem pa vplivamo na popačene rezultate testa. Napaka je tudi neustrezna postavitev telesa med samim izvajanjem testa. Kot vidite, naj bi bilo telo ves čas v pokončnem položaju. In set mora biti izveden v celoti. Ne gre samo za dotik zadnjice ob stol. Naslednja obvezna testna naloga je predklon sede. Predklon sede je merska naloga, s katero izmerimo dolžino predklona trupa v smeri naprej, sede, in kaže na ustrezno gibljivost. Gibljivost je pomembna za varno izvedbo sunkovitih gibov in gibov izvedenih z veliko amplitudo. Zavedati se moramo, da s starostjo mišice tudi okorijo in s tem izgubljajo na gibljivosti in prožnosti. S predklonom sede tako ocenimo gibljivost nog in spodnjega dela hrbtenice. Nizke vrednosti kažejo na prekratke zadnje stegenske mišice, kar predstavlja povišano tveganje poškodb pri sunkovitih gibih nog in nezmožnost izvajanja gibanja nog s celotno amplitudo, pa tudi na zmanjšano gibljivost spodnjega dela hrbtenice. Hkrati je nizek rezultat lahko pokazatelj izpostavljenosti povišanemu stresu, ki povečuje mišični tonus. Torej, predklon sede je kazalnik ustrezne gibljivosti. Grobo merilo ustrezne gibljivosti je, da smo se s stegnimi nogami sposobni s prsti dotakniti prstov nog. Torej, kaj je namen meritve predklona sede? Kot smo že povedali, je gibljivost pomembna za varno izvedbo sunkovitih gibov in gibov izvedenih z veliko amplitudo. Pri visokointenzivnih vadbah, ki jih imamo tudi v rekreaciji, prihaja do sunkovitih gibov. S predklonom sede, kot že povedano, ocenjujemo gibljivost nog in spodnjega dela hrbtenice. In pri tem, kot lahko opazimo na sliki, vidimo tudi poseben pripomoček. Kakšen je ta pripomoček? Gre za škatlo Eurofit Mire, ki je dolžine 35 cm, širine 45 cm in višine 32 cm, z zgornjo ploskvijo dolžine 50 cm in širine 45 cm. Kot vidite, zgornja ploskev gleda 15 cm preko škatle. Na zgornji ploskvi je premikajoča merilna skala dolžine 50 cm. Nič je na začetku oddaljene stranice zgornje ploskve, 50 pa na drugi strani. Postopek merjenja. Merjenec opravlja to nalogo bos. Na voljo ima dve ponovitvi. S stegnimi nogami sonožno sedi pred škatlo. Za vso površino stopal je oprt v škatlo. Z rokami v predročenju se predkloni, tako da počasi potiska dlani čim dlje po merilni skali, pri tem pa so roke in noge popolnoma iztegnjene. V končnem položaju zadrži predklon tako dolgo, da merilec odčita rezultat. Rezultat je najbolj oddaljena točka na skali, ki jo je merjenec dosegel s konicami prstov. Pred drugim poskusom je odmor, med katerim merilec vpiše rezultat, ki ga odčita z merske skale na zgornji ploskvi škatle. Merilec stoji ob strani merjenca v oddaljenosti približno 30 cm ter preverja, ali so roke in noge popolnoma stegnjene. Merilec rezultat vpiše v centimetrih natančno. Vpiše rezultat obeh izvedb. Pri prvi meritvi, na primer, je posameznik dosegel rezultat 42
cm, pri drugi pa 48 cm. Pri analizi priporočamo, da se upošteva boljši rezultat. Kakšne pa so najpogostejše napake pri izvedbi? Merjenec ni primerno oblečen ali pa ima na nogah športne copate. Merjenčevi stopali nista drug ob drugemu. Merjenec ima med izvajanjem predklona pokrčene noge. To je najbolj običajna napaka. Merjenec izvede predklon s sunkom telesa ali zamahom rok. Torej, kot povedano, merjenec počasi drsi po drsni plošči in končni položaj je potrebno zadržati. In šele takrat merilec preveri in odčita rezultat. Pred nami je tretji obvezni test, ki ga morate izvajalci izbrani na javnem razpisu izvesti pred pričetkom vadbenega programa. In to je test stisk pesti. To mersko nalogo pogosto uporabljamo kot splošen prikaz moči celotnega telesa, saj so praviloma ljudje z močnimi rokami močni tudi v drugih delih telesa. Večina ljudi začne s staranjem izgubljati moč oprijema rok. Nekateri že prej zaradi bolezni ali morda poškodb. Z ohranjanjem stopnje moči rok lahko tudi v starejšem obdobju posamezniki kakovostno opravljajo vsakodnevna opravila. Stisk pesti je torej kazalnik moči mišic, ki omogočajo učinkovit ročni prijem. Kakšni so pripomočki? Ročni dinamometer, to je naprava, ki jo vidite na sliki, in stol. Postopek merjenja je sledeč. Merilec preveri, ali je kazalec dinamometra na ničli. Merjenec sede na stol z rokami ob telesu in prime dinamometer v dominantno roko. Nato roko pokrči na 90 stopinj. Merilec da merjencu navodilo: stisni čim močneje. Močneje, močneje, sprosti. Merjenec nalogo izvede 3-krat. Kako zapišemo rezultat? Merilec odčita rezultat iz številčnice ročnega dinamometra na 0,1 kg natančno. Na primer, 572 pomeni 57,2 kg. Kakšne so najpogostejše napake pri izvedbi tega testa? Merjenec nima roke, v kateri drži dinamometer pokrčene v komolcu za 90 stopinj in ob telesu. Merjenec premika roko iz pravilnega položaja v želji močnejšega stiska. Stisk merjenca ni maksimalen, saj ga zadrži prekratek čas. V naboru imamo še 2 dopolnilna testa, za katere vam priporočamo, da jih izvedete, kljub temu, da nista obvezna. Eden izmed teh 2 testov je test vstani in pojdi. Test vstani in pojdi je gibalna naloga, kjer merimo čas, ki ga merjenec potrebuje, da prehodi razdaljo okoli klobučka oziroma stožca, ki ga vidite na sliki. S testom merimo agilnost in dinamično ravnotežje. S to mersko nalogo ocenjujemo tudi koordinacijo, hitrost hoje, poleg ravnotežja in agilnosti. Test je primeren za preverjanje funkcionalne mobilnosti in varnosti gibanja pri vsakodnevnih opravilih. Pogosto se uporablja za ocenjevanje tveganja padcev pri starejših ter učinkovitosti rehabilitacije po poškodbah ali boleznih, ki vplivajo na ravnotežje in gibljivost. Kakšne pripomočke potrebujemo? Standardni stol z naslonjalom za hrbet. Brez naslonjal za roke. Potrebujemo stožec. Potrebujemo barvni lepilni trak za označevanje razdalje in potrebujemo štoparico.
Postopek merjenja. Stol postavimo ob steno zaradi stabilnosti. Na tla pred stolom označimo razdaljo 2,4 metra in na koncu postavimo stožec. Merjenec sedi z naslonom, stopali plosko na tleh in z rokami na stegnih. Ob znaku zdaj vstane in gre čim hitreje in varno okoli stožca, ga obide ter se vrne in sede nazaj na stol. Nalogo izvede dvakrat, lahko pa pred tem opravi poskusno izvedbo. Merilec preverja čas s štoparico. Čas, ki ga merjenec potrebuje, da se vstane, prehodi razdaljo in se usede nazaj. Kako pa merilec rezultat zapiše? Merilec v osebni karton zapiše čas izvedbe naloge na 0,1 sekunde natančno, od trenutka, ko se merjenec dvigne s stola, do trenutka, ko se ponovno usede. Na primer, 6,3 sekunde. Kaj pa so najpogostejše napake v izvedbi? Nejasen začetek ali konec gibanja. Čas se meri od trenutka dviga do sedenja. Vmes ne sme biti teka. Potem naslednja pogosta napaka je nestabilna hoja ali tek namesto hoje. Nadalje se lahko pojavi nepravilno obiden stožec ali pa nevarno vstajanje brez stabilizacije telesa. Zadnji test, ki vam ga bom predstavila, spada med dodatne meritve. Gre za 2-minutni test stopanja na mestu. Test stopanja na mestu je merska naloga, kjer izmerimo največje število dvigov kolen, ki jih je posameznik sposoben narediti v 2 minutah. Je alternativa 6-minutnemu testu hoje, ko ga zaradi vremenskih ali prostorskih pogojev ne moremo izpeljati. Namen meritve je, da ocenimo aerobno vzdržljivost. Test je primeren za osebe različnih starostnih skupin in za spremljanje srčno-dihalne vzdržljivosti, še posebej v rehabilitacijskih programih in pri oceni telesne pripravljenosti starejših. Kaj potrebujemo? Barvni trak ali vrvico, štoparico, steno ali stol za oporo. Postopek merjenja. Na steno označimo višino med pogačico in črevničnim grebenom. Merjenec stoji bos ali v čevljih pred oznako, lahko se naslanja z eno roko na steno ali stol. Tukaj bodite pozorni, da če boste začetne meritve izvajali z vadečimi bosi, tako izvedite tudi vmesne in končne meritve. Če boste meritve izvajali v čevljih, morajo biti vmesne in končne meritve tudi izvedene v čevljih. Na znak vadeči začne dvigovati koleno izmenično tako visoko, da se z njimi dotika označene višine. Vsak korak se mora končati s celotnim podplatom na tleh. Merilec vsakih 30 sekund opozori merjenca na potek časa. Vmesni počitki niso dovoljeni. Merilec v osebni karton zapiše skupno število dvigov desnega kolena do označene višine v 2 minutah, recimo 82 dvigov. Kaj so najpogostejše napake pri izvedbi? Koleno ne doseže označene višine. Korak ni zaključen s celotnim stopalom na tleh. Merjenec teče, namesto da bi hodil na mestu, in neenakomerna izvedba ali izguba ritma. Na tej drsnici so na enem mestu predstavljene vse merske naloge, 3 obvezne, kot smo že povedali,
vstajanje s stola v 30 sekundah, stisk pesti in predklon sede, ter 2 dodatni meritvi, vstani, pojdi in 2-minutni test stopanja na mestu. Hkrati pa lahko v desnem stolpcu vidite, kakšna je potrebna oprema. To smo že tudi prej povedali, pa vendarle, za vstajanje iz stola dejansko potrebujemo stol in seveda štoparico, ki nam bo merila 30 sekund. Za stisk pesti lahko uporabimo enak stol in potrebujemo še ročni dinamometer. Pri predklonu sede imamo škatlo, katere zgornja ploskev se nadaljuje 15 centimetrov čez stranico mize ali škatle, v katero so uprte noge, in nalepljen merilni trak z merilno skalo od 0 do 50. Merilni trak je lahko recimo šiviljski meter. No, potem potrebna oprema za test vstani in pojdi, zopet standardni stol, torej za vse meritve enak stol, stožec, barvni lepilni trak za označevanje razdalje in štoparica. In pa za 2-minutni test stopanja, zopet barvni trak, štoparica, stena ali stol za oporo. Pri zdravih posameznikih ne potrebujemo stola za oporo oziroma opore na steni. No, na tej drsnici je pripravljen primer zbirnega kartona za vseh 5 meritev. Kot vidite, vpisujemo rezultate v kvadratke. Na primer, pri vstajanju s stola 30 sekund zapišemo število ponovitev. Če je število ponovitev 20, v prvi majhen kvadratek vpišemo številko 2 in v drugi majhen kvadratek vpišemo številko 0. Pri stisku pesti, ko stisnemo maksimalno, dobimo rezultat prve meritve, recimo 572. Kako ga zapišemo? Vidimo 3 majhne kvadratke. V prvi kvadratek vpišemo številko 5, v drugi kvadratek vpišemo številko 7, potem imamo vejico in v zadnji kvadratek vpišemo številko 2. To pomeni, da je vadeči stisnil pest za 57,2 kilograma. Stisk pesti ponovimo 2-krat. Pri predklonu sede zapišemo rezultat v centimetrih. Torej, če je moj predklon sede 43 centimetrov, v prvi majhen kvadratek vpišem številko 4 in v drugi majhen kvadratek vpišem številko 3. Pri testu vstani in pojdi bodite pozorni pri vpisovanju. V tem zbirnem kartonu, ki je pred vami, imamo 3 majhne kvadratke. Če je moj rezultat testa vstani in pojdi 6,3 sekunde, moram prvi kvadratek pustiti prazen ali pa vpisati številko 0. V drugi kvadratek vpišem številko 6 in za vejico vpišem številko 3. Pri 2-minutnem testu stopanja na mestu pa še enkrat ponavljam, štejemo število dvigov desnega kolena. In zapišemo rezultat, primer 82, na način, da številko 8 vpišemo v prvi kvadratek in številko 2 v drugi kvadratek. Verjamem, da bomo ta zbirni karton poslali vsem izvajalcem, da boste imeli enotne zbirne kartone in enotne zapise, ki jih boste seveda kasneje posredovali šifrirane izvajalcu kohezijskega projekta Zmigaj se do vadbe, da bomo lahko učinkovito tudi mi spremljali napredek vaših vadečih.
Prišli smo do konca današnjega predavanja. Hvala za vašo pozornost. V primeru kakršnihkoli vprašanj imate na drsnici tudi moj elektronski naslov, preko katerega me lahko kontaktirate. Konec meseca avgusta bomo imeli še skupno srečanje. Po ogledu tega predavanja vam svetujem, da si zapišete vprašanja, na katera bomo takrat lahko v živo odgovarjali. Želim vam vsem izbranim v programu vadbe, da ste učinkoviti, da ste uspešni in da skupaj dvignemo kakovost življenja Slovencev. Hvala in lep pozdrav!